In potem za mano ena reče, pa koliko imate vi normo v Sloveniji? Ne, jaz mislim, si tekla normo. Jaz ko, kakšno normo? In reče, poglej semafor gor, po mojem, jaz ko, kaj da moram reči? In takoj Vučko ta, I'm going. In takrat jaz tako res full fit vse, ne, gledam une ljudi in rečem, oh my god, če pa ta, ne, ko vsi vemo, kako so Američani izgledali, ne, takole zdrži maraton, bom pa jaz tudi nekega dne, ne, ni izgovora, pa tudi če sem 100 ali pa 120 kil imam, se ni pomembno, šla bom manj maraton, ne. Brigita, živjo, dobrodošla, kakšno je vreme v Naklem, živjo. Živjo. Super je vreme, ful sonček, res včerajšnje nevihti, top. To je to, zadnji poletni dnevi, ne, še izkoriščamo tista, vročina je bila prejšnji teden, pa smo vsi jamrali, daj bo hladno, zdajle so jutra hladna, pa že malo jamramo nad tem, kje je to poletje, zakaj že gre, ni to čudeno, nismo hecni. Ja. Čeprav jaz moram reči, meni ful odgovarja vročina, mogoče še iz unih tekmovalnih dni, res top. Meni tudi, če je 35 ali pa 40, no, bila sem tudi na 40 stopinjah v Arizoni eno obdobje, tako da to še nekaj gre, poj pa malo neznosno, no. In mi je tole čist cool v Sloveniji, res. Mislim, super. Jaz tudi pravim, tja do 35 stopinj, pa nismo velike dosti več, ne. Ni težko zdržati, nekje so jih imeli 45, pa so še že mer laufali. Hvala za tvoj čas, Brigita, tole bo super pogovor, se mi zdi. In ker sva v olimpijskem mesecu, ker so se danes ali včeraj začele tudi paraolimpijske igre, si morda kaj spremljala Tokio 2021 letošnje boje na stezi pa na cesti? V bistvu sem spremljala Marko košarkaše, ker sem res mislila, da bojo zmagali. Tako v prvo tekmo sem spremljala, pač kaj mož gledal, potem sem pa res imela feeling, da bojo prvi, ker so tako dobro igrali. Pustimo, kva se je vmes mini zalomili za eno točko, ne. Ampak res sem bila 100% na prvi trije bojo. Ne vem, kako to res. Mogoče sem se redko, da sem se zmotila, no, pri teh napovedih, ker sem včasih že zelo dobro napoved dala, ne. Potem vedela sem, da bo Gambart, ne, kaj že Janja Gambart itak medalje pobrala, kar bo, ne, kar bojo discipline, to je to, panoge njene. Za druge kolesarje pa nisem toliko spremljala, čeprav sem potem slišala, no. Na koncu sem mislila, da so 3 medalje, mi je potem nekdo povedal, da jih je bilo 5, kar je fenomenalno, res za Slovenijo, ful. Tako, res najboljši skor za Slovence v zgodovini olimpijskih iger. Zakaj se mi zdi tale najin podcast, ta najin zmenek tule na Zoomu tako dobro tempiran, ti si pač dvakratna olimpijka, gledalci in poslušalci in gledalke te poznajo, spoštovane in spoštovane. Naj predstavim svojo cenjeno gostjo v 57. epizodi podcasta Zagret za tek. Je z mano Brigita Langerholz, dvakratna olimpijka, z njo bo obujala spominje na njeno atletsko kariero, na njeno nepričakovano 4. mesto na olimpijadi v Sydneyju, pa na njene premnoge državne naslove, državne rekorde, tekaška rivalstva in lekcije, ki si jih je ob tem naučila. Večkratna atletinja leta pri nas je sedaj holistična life coachinja, učiteljica joge, inštruktorica dihalnih tehnik in tudi tekaška trenerka. Žena in mati 3 hčera, je uspešno premagala depresijo, pretekla maraton, magistrirala na temo žensk na vodilnih položajih v športu in bo zavedno prva Slovenka, ki je 800 metrov pretekla pod 2 minutama. A vse drži, jaz sem se kaj zlagal? Ful dobro, razen da nisem več tekaška trenerka. Drugo pa vse drži, sem že par stvari res pozabila, ja, po 2 minutama top. To je bil res en ful velik mejnik za mene, res in za trenerja, ful. In mislim, da tudi za slovensko atletiko, no, vsaj tiste, ki smo takrat vsaj malo spremljali to zadevo. Ja. Ti si bila tista, ki se je pred Jolando Čeplak borila z Marijo Mutolo, in to je bilo 2000 v Sydneyju, do tega bo prišla. Ti mi samo povej, če se še vedno ukvarjaš tudi s tekaško rekreacijo. A veš, da se ne, se mi zdi, ko si omenil maraton v New Yorku, ne, ko sem ga tekla, nekako sem čutila, da bo to moj labodji spev od teka, ne,
Ker jaz sem si vedno želela ogromno drugih športov probati, ker jih nisem smela, ne, med tekom, logično, ker bi se lahko poškodoval, pa sponzorske pogodbe ti nekje tukaj so, ne, in potem veš, da je konc kariere, ne, če se orenk poškoduješ iz drugih športov. In ogromno jahamo s tam malimi, planinarka sem ratala, kar sem itak bila do 9-10 leta, preden me je prevzela atletika, no, ko sem hodila starši v hribe. Ful mi je to všeč. Zelo si želim probati tudi kakšne stvari, kot so kajtanje, samo še ni prišlo na vrsto. Sem se pa recimo pred kratkim potapljala v res v globoki vodi, pa je šlo čisto izven cone mojega obdobja na Zorih, ne, z delfini. Tako da take stvari preskušam, kar jih prej nikoli nisem mogla. No. To. Ja, neki fot za Zorov smo videli na Facebooku, res neverjetne stvari počneš. Ima pri tem kaj tudi preusmeritev tvoje kariere? Ja, omenila sem, bila si atletinja, bila si vmes tekaška trenerka, tudi za rekreativce. No, če so že pri tem, bom tudi še kasneje omenil, Pospeši ritem v projekt, ki si ga s Klemnom Boštarjem vodila v Kranju. Drage gledalce in poslušalke, bom zdajle samo en medklic dodal. Ni danes audio toliko slabši, moj glas je malo slabši, ravno zaradi tega, ker sem včeraj pri Klemenu Boštarju v Kranju na 12-urnem teku 12 ur govoril, oziroma predvčerajšnjim, ne zamerite mi, bom zato danes manj zgovoren, kot bi ponavadi, imam pa zgovorno sogovornico. Ta preusmeritev, sem hotel reči, tvoje kariere, izteka potem v dihanje, v meditacijo, v life coaching. Je ta tudi mogoče vzrok za to, da preizkušaš nove stvari in se iščeš na novih področjih? Ja, verjetno del tega je tudi, ampak moram omeniti za vse poslušalce, gledalce, no, ki boste gledali res ta podcast. Mene je to spremljalo nekje od 16 leta, ne, vizualizacija, dihalne tehnike, meditacija. V bistvu na strani sem to vse jaz se učila, izvajala, da sem imela izboljšane rezultate, ker sem pač prihajala res, moj telo ni bil zdrav, ne, v zgodnjem otroštvu in sem mogla te stvari popraviti, ne, preden sem sploh lahko postala vrhunska športnica. Ja, in rečemo, zadnje 3 leta sem naletela na take ljudi, oziroma sem si jih zvizualizirala, ne, v moje življenje, ki so mi vedno bolj zahtevne projekte dali. Recimo, zdaj v zadnjem času sem začela že delati s tujino, no, kar je danes res lahkoto online lahko, se pravi, ti ni treba toliko potovati, kot si mislil, ne, kljub temu, da imaš veliko družino, lahko še vseeno delaš s tujino, to mi je zelo všeč. In v bistvu zelo si želijo tudi v podjetjih, kar je neverjetno korona nekatere pritisnila, neke umirjajoče tehnike, dihanje, mentalne tehnike, logično, da grejo čez ves ta stres in ne spremembe, ki so vsak dan, ne, ker ne vejo, kaj bo iz danes na jutri. Tako da ja, me je kar usmerilo v bistvu to stranski moj hobi, ki sem jih izvajala, v tisto moje poslanstvo, no. Tako da ni bilo nič novega, kar bi se spomnila, ampak je bilo vedno z mano, že od najstniških let, ne. Ja. Zanimivo, ja, ko si imela najstniška leta, ne, tvoja atletska zgodba, marsikdo je ne pozna, mene je vrgla na rit, pač fascinantna. Danes, ko govorimo o neki zgodnji specializaciji otrok v atletiki, poznamo 10-letnike, ki imajo že disciplino določeno in podobno. Tebe so odkrili praktično na koncu osnovne šole, še prej, pa ne samo, da si bila športna, ravno obratno, bila si astmatična deklica, ki je imela gibalne težave. In potem olimpika čez 15 let. Kakšna zgodba, noro. Ja, res. Jaz tudi včasih ne morem verjeti, kako si po eni strani to izberemo, ne, kot dušica človek, ne. Mislim, meni je najbolj zanimivo, ko sem vedno opazovala ljudi okrog mene, ki so res imeli tempiran vse cilje, starši so jih podpirali, sponzorje so že v najstniških letih dobili. Meni je bilo vse kontra, kar sem zdaj omenila, ne, in bi 100-krat lahko nehala športom, nikoli ne bi prišla do olimpijskih. Lahko bi končala, jaz včasih rečem, tudi v kakšni mentalni instituciji, ker take otroke so ponavadi dali v času Jugoslavije. Recimo, moja mama se je borila, da me sploh niso vpisali v šolo otroci s posebnimi potrebami, ne, sem mogla samo na telovadbo hoditi z njimi, hvala Bogu, samo, ne. Čeprav jaz sem oboževala te otroke, Bog ve, kako bi se, ne, prišlo ven, če bi hodila z njimi 8 let v šolo. In res mi je zanimiva zgodba, ker jaz v bistvu res nisem tega razlagala, ker sem te stvari še reševala sama s sabo. Imela sem ful problemov, čustvenih, zavor,
In nisem si upala to omeniti v vrhunskem športu, ker to bi konkurenca tako izrabila, ne, pač tako je v tekmovalnosti, ne bo zdaj povedal, tja smo, ne. Ampak moram reči, da okrog 20. leta se je končala, ko sem pa šla nazaj gledati, no zdaj končno sem se odločila spisati tudi knjigo in te stvari spet prebira moje dnevnike, koliko težav sem se ukvarjala, veliko več, kot en vrstnik je lahko laufal. Jaz recimo tudi čevljev nisem imela za tek na začetku, ker moji starši jih niso mogli kupiti, nismo si mogli privoščiti tekaških čevljev takrat, ne. In v bistvu sem jaz delala eno poletje, da sem dobila Reebok prve superge, ki sem jih oboževala iz Avstrije, ne. In rečem, tisti Reebok so že mi tlakovale pod Olimpa, ne. Tako da rečem, nič ni nemogoče. Noro, mislim, če kdo živ primerek ravno tega, to knjigo, ko jo boš izdala, takrat se bo spet slišala, tule jo boš predstavila, res me zanima, to bomo vsi brali na dušek. To so zgodbe, ki navdihujejo. Jaz danes gledam otroke pri 10 letih, pa kdo pravi, za šport je že prepozno. Daljš od tega, rečem, pogledajte Brigitte. Pri 15 so jo potegali na stezo, pri 24 je bila na olimpijskih. Ampak, da si prišla do tja, si se mogla srečati še z enim izjemnim človekom, ki je zdaj že pokojen, Dobrivoje Vučković. Vučko je bil tvoj trener, on te je na en način naredil v atletinjo, kot si potem bila. Ja. On je imel res pa občutek za vsega posameznika, oziroma večinoma je treniral ženske, par moških je bilo v naši ekipi, da je vedel, koliko ti lahko dozira treninge, kje imaš ti še možnost izboljšave tehnike. In on je bil v bistvu trener za daljino, in troskok, ne za 400-800, kar sem jaz tekla, ne. Ampak se je vse naučil, pač bil je res strokovnjak in ravno danes sem razmišljala, ko sem se peljala iz Ljubljane, da v bistvu taka dva strokovnjaka sta samo dva bila, saj v mojem primeru, lahko mi kakšen trener zameri, če bo poslušal, ampak dva, ki sta edina uspela narediti, sploh otroke deprivilegirane, iz nič v olimpijce in sta imela par olimpijcev in to Jure Kastelic in Dobrivoje Vučković v Sloveniji, saj po mojih standardih, Vsi drugi so dobili že mogoče narejene in so jih potem pač kar je malo lažje, On žal je prehitro odšel, logično, ogromno se je nam posvečal, tudi ni imel družine in mi smo mu bili njemu vse, In ko je on odšel, sem jaz res čutila eno tako ogromno praznino, kot da je odšel nek zaupnik, ker v bistvu je poznal vse tvoje šibke točke, dobre točke, hkrati pa nisem imela res dobrega trenerja in nekako smo potem uspeli to praznino zakrpati s Savičem iz Pule, ki je tudi bil zelo odličen trener in sem zelo, zelo vesela, da sem njega našla, ampak res Vučko je meni in še ostalim res te fondacije dal, ker sem jih potem cel življenje uporabljala. Ne samo to, autogeni trening me je naučil in osnovi vizualizacije, kar sem jih potem izpila v Ameriki, ker sem pač najemala te privat coache in coachinje. Poleg tega mi je pa tudi dal v bistvu ta, kar si rekel, specializacija. Vedno je govoril, mali počak, prišel bo tvoj čas, To je to, Sem noro, takih trenerjev se danes manjka. Spoštovane, če imate otroka v atletiki v okolici Kranja ali pa tudi v Sloveniji, vsako leto je v Kranju Vučkotov memorial, temu legendarnemu trenerju posvečen miting za mlade atlete, nabere se tam skoraj 1000 glav množica, res, vsaj malo tistega vzdušja. Jaz mislim, da Vučko, kjerkoli nas že gleda, je zadovoljen, da njegov duh še živi, pa tudi njegove, bom rekel, lekcije, ki si jih ponotranjila tudi ti, Brigitta, tiste olimpijske 2000, morala so ostati po teh olimpijskih. Jaz sem si res pred temle pogovorom sem si ogledal še enkrat posnetek tistega finala, ko si stala na 8. progi, potem te je komentator tam predstavljal, delovala si zbrana, mrtvo hladna, nič živčna, za razliko od Kelly Holmes, ki je se tam prestopala. Res noro. Kakšni so bili pa občutki? Kaj se je pa v tebi dogajalo takrat? Veš, ko je zanimiv, jaz sem ravno pisala, tudi ko je zanimiv, ko imava zdaj res ta podcast, ker sem par istočnic napisala za knjigo, prav tudi v olimpijskem, ki bo tudi noter, ta finale. V bistvu, jaz sem se počutila na štartu, že lahko strelil pištolo, dajmo začeti, kva mečkamo, jaz sem ready. V bistvu je Vuk mene opisal moje stanje, jaz takrat nisem vedela, kako to besedila, kot bik, ki čaka, da ga spustiš v areno. Ne znam razložiti. V bistvu, jaz sem bila v tistem 2-minutnem oziroma manjšem času, ki sem ga pretekla,
oziroma 1,58 sem tekla kot v nekem vrste zenu. V bistvu, ko rečejo, ne, in the zone, flow. In dobesedno spominjam se mogoče začetka, pa potem zadnjih 30 metrov. To je to. Vse drugo je bilo flow, v bistvu, kot izurjena mašina, ampak vse lahkotno. Kljub temu, da na koncu sem bila res izmučena, se je videlo tudi po slikah. Ne. In to je res fenomenalen trening bil, glava pripravljena, zanimivo tisto, prej sem se kvalificirala, vse je šlo narobe že od ameriških tekem dalje, ampak ko sem naredila kvalifikacijsko normo, sem vedela, da sem pripravljena. In karkoli si vizualiziram, bo dosegljivo. In to je bilo to. Noro, s kakšnim pristopom si vse te drame preživljala? Spomnim se tistega obdobja, takrat meseca pred olimpijskimi. Imela si normo za 400, pa si rekla, nočem 400, nisem konkurenčna, hočem 800 in praktično 3 minute pred 12 si jo naredila, da so ti karto naknadno mogli kupiti za Sydney. Čist zadnjo tekmo v Gatesheadu, deževali je kar pri norcih, itak tam v Angliji skozi dežuje večinoma, ne. In jaz grem na avion in si rečem, bom mogoče šla na dopust, mogoče sploh ne bom šla na olimpijske, 400 metrov mi je res brez veze teč, ne. In v bistvu je bilo zanimivo, ko sem jaz prišla na tekmo, ne vem, počutila sem se fenomenalno, sem rekla, ajde, dajmo še to teč, bomo videli, kva bo, ne. In v bistvu, ko sem jaz odtekla, jaz sem šla kar v garderobo, sploh nisem pogledala časa, ne, in potem za mano ena reče, pa koliko imate vi normo v Sloveniji, ne, jaz mislim, si tekla normo, jaz ko, kakšno normo? In reče, poglej semafor gor, po mojem, jaz ko, kaj, da moram verjeti? In takoj Vučko ta, I'm going! In ful je bil vesel, žal ga niso vzeli s sabo, ne, ker so bile pač vmes te politične kuhne, s tem rečem, oziroma funkcionarske. Ampak hvala Bogu so bila vedno na vezi na telefonu, ne? In sem je že prej izučil vse stvari, tako da to je bilo to. Mislim, da tudi ta zgodba od pretekmovanj, polfinala, finale, ne, bila neverjetna. Ko si prišla v finale, mislim, da je tudi v Sloveniji, aj stareja, kdorkoli komentiral, da to je izjemen dosežek, vsi bili zadovoljni, tudi če bi bila zadnja, potem pa je počela pištola, ti si bila se rekla v transu, izstrelila si se kot puščica iz 8. proge, zaprla vse ostale, razen tiste Čehinje pred tabo in naslednjih 600 metrov je Brigida Langerholz tekla, bom rekel, z jajci, noro, res nor tek, pošolsko. Karkoli se je potem zgodilo, sploh ni pomembno, tistih 600 metrov je pa, bom rekel, ena najlepših tekov, kar sem jih videl slovenskih tekačev. Res, all in in to je bilo fantastično. Hvala, res, Marko. Fenomenalno je bilo, res. Mislim, jaz sem rekla še trenerju, aj še kakšna tekma po Sydneyju, jaz bi šla, daj mi poišče kaj v Avstraliji, ker sem ful pripravljena. In on se je smejal, pa se moraš okrevati, ko je s tabo 3 teki v 3 dneh, to ni normalno. Res noro. No, zdaj, kaj se je zate spremenilo? Enkrat si rekla, če bi takrat dobila medaljo, sicer bilo oddaja na 2 sekundi, ampak če bi jo dobila, bi brško ne zaključila že s kariero. Tako si se pa še trudila, kar nadaljnih praktično več kot 8, skoraj 9 let. Jaz mislim, ker sem tak karakter, ker sem bila vedno navajena ful delati, mislim za svoj zdravje, za svoj napredek. V bistvu, jaz sem se eno obdobje obremenjevala s konkurenco, potem sem se pa nehala, rečemo 3 leta pred koncem moje kariere, ne? Ker sem videla, koliko lahko narediš iz svojega telesa, tudi s pomočjo uma, oboje, ne? Fizični in mentalni vidik, kljub temu, da ti vsi rečejo, s tabo na vnoč ne boš nikoli laufala ali pa karkoli, ne? Se pravi, ne glede kar imaš, si invalid ali karkoli, vedno lahko napreduješ, saj do neke mere, ne? In v bistvu, če bi bila jaz takrat medaljo dobila, definitivno se ne toliko močno trudila še naprej, ne? Ker meni je bil Sydney res mejnik, zdrava sem, tako, o moj bog, končno lahko tekmujem z najboljšimi na svetu, ne? Kar je bilo vedno tisti ultimativni cilj, rečeš, ki nisem vedela, ga bom kdaj dosegla, ne, sem rabila več let, mogoče še 10 več, da pridem na prve olimpijske, ne? Ampak res vse se je poklopilo, jaz vedno rečem, malo je bilo božanske intervencije, kakor takole, kakšno razumem, mi rečemo kao sreča, ne, v športu. Res, imela sem pa take skupino žreb, da je bilo tako, najhujše v vsaki skupini, ampak jaz sem šla all out in vsakič sem prišla prve 2, kar si je rabo, da priješ naprej avtomatsko in vsi so se čudili, ko je to možno, pa kdo je to, ne, pa kdo je to sploh. Sem imel kar težave, ko so te opisovali, s kje si prišla, pa kaj jim delaš, no, na koncu tisto 4. mesto je bilo za dol pes, da vse, ne, kje je prišla Brigida Langerholz.
Ok, naslednja igra si potem preskočila, se ti ni šlo, ampak 2-7 si pa bila na svetovnem Osaki, se pravi, to je bilo že 7 let kasneje, stara si bila 30 let, ampak očitno v življenjski formi, ker si spet podirala svoj osebni rekord. Ja, zelo. V bistvu Atene bi lahko šla, samo Jolanda Čeplak imela A-normo. Redko se zgodi tako v eni majhni državi, da bi dva imela, mogla bi A-normo narediti, sem pa B in to ni bilo dovolj, pač niso pustili, da grem. Ampak sem bila v Atenah in sem opazovala. Tako sem enkrat bila kot turist, mi je bilo zanimivo videti še z drugega vidika olimpijska, res fenomenalno, res lepa izkušnja. Potem Osaka je bilo približno leto pa pol po Vučkotovi smrti in v bistvu pol leta sem res iskala trenerja, tako sem imela dobro leto, da sem se pripravila in prilagodila na nove treninge, ne. Super je bilo res, je pa res nekaj me zadelo, Osaki ful je bila močna, to sva se tudi z novinarjem Urošem pogovarjala pred kratkim, humidity, vlažnost, tako 98%. In še vse kljub temu, da jaz sem uradno še imela astmo, ampak res stvari nisem več uporabljala, zato ker sem imela toliko stranskih učinkov, od njih hujš, kot pa da bi uporabljala, ne res, tudi aritmija, vse živo se mi je razvil. In v bistvu sem čutila, da malo je to negativni vidik za mene, ne, sploh pri tretjem teku, ne, ni problem enega odlaufati na vlažnost, ampak recovery moj ne bo tako hiter, ne. Ampak še vseeno, jaz sem si želela res medalje, ful sem bila pripravljena, bile smo pa top res v finalu, mislim, kjerakoli bi lahko dobila medaljo, tukaj ni bilo vprašanje, še pred mano je Mutola se izločila, ker imela poškodbo, tako da v bistvu še eno mesto višje sem lahko prišla, ampak res 7 nas je bilo top in tu je bila res, še enkrat bi rabo good luck dobiti, res, tako da ful. Si bila, ja, peta si bila, mislim, da si bila peta v tistem finalu. Peta. Medalje bo še manj. No, ampak malo pred tem se je pa nekaj zgodilo, tudi v slovenski reprezentanci, prej si omenila Jolando Čeplak, z njo ti si bila prva na tej 800-metrski sceni, čeprav si prišla nekako steka na 400 metrov, pa si se v 800 metrih našla, no potem je šla Jolanda z druge strani, ona je za nekaj let preusmerila te žaromete nase, odnesla tisto medaljo v Atenah, takrat 3. mesto na olimpijskih, no potem pa 2-7 dopinška afera. Ti si bila, no najprej mi povej to, zanimalo me zmeraj, kakšen je bil vajin odnos kot tekmeci v lastni reprezentanci, ali je to rivalstvo pomagalo, rekel, tebi, da si dosegala boljše rezultate, a sta bili drugače prijateljci, a sta bili konkurentki, kako se je ta vajin odnos skozi ta leta takrat kalil? Ja, v bistvu je bilo zanimivo, jaz včasih rečem, da smo imeli tak odnos kot Rusinje, ki so bile dostikrat tudi po 3 finalnih tekih, ne na svetovnih, tako ne love-hate relationship, ampak love-competition relationship, ne, dobesedno. Mi smo odraščali dobesedno skupaj, ona kot 1500 metrašica, jaz kot 400, potem v mladinski reprezentanci, potem pa smo nekako našli isto disciplino 800 metrov, ne, v članski reprezentanci. Zelo redko je, da sta dve tako dobri v taki 2-milijonski državi, pač you go with it, ne, kaj pa boš. Meni je bilo vedno ful dober, ko pogledam zdaj nazaj, ker sem imela res konkurentko. Ne vem, če je ona mene kdaj videla kot konkurentko, mogoče na začetku, potem ne več, ker se je tako kosala z Mutolo in z vsemi, ampak tudi par treningov so skupaj naredile. Je res, da v tistem najboljšem njenem času, pa mogoče, ker sem bila jaz nekaj druga na lestvici, pa ne svetovni, pač v Sloveniji, sva se malo odmaknile, so bile tudi kakšne dirke, ki se je dal zmeniti, se pravi, sva se lahko zmenile, bomo mi dve tako šle pač dve, da nas ne prehtevajo na Rusinje, ne, pač tako smo si probali pomagati, kakšni Grand Prix se na konci tako zaslužiš, ali ne vem, 3 ure več, 3 ure manj ni pomemben, ne, pač važno je, da si tistih top 3 zaradi točk in vsega, ne. Je pa res, da imeli sva istega menedžerja in to je bil res ful izziv zaradi sponzorskih pogodb in potem so se zadnje 4 leta pred koncem kariere, mogla bi se že prej odločiti, no, sam mi ni kapnil, zamenjala menedžerja in je zame bilo ful boljš, kar se tiče sponzorjev, res, ker prej je Robert vse pač napeljal na tisto, kaj je najboljše v državi, ne vse sponzorske pogodbe, govorim za te upremljevalce, se druge sem jaz imela svojega menedžerja, ne, Dušana Maroleta. In to je pa res boljšalo, tudi moj položaj in vse, tudi prišla sem na kakšne mitinge, ki ponavadi ne bi, ne, ker so vzeli samo eno iz države in take zadeve, ne.
Tako da ja, jaz sem vesela, da smo se hkrati trudile res, ker sva ful napredovali zaradi tega, neverjetno. Tudi v štafeti sva dostikrat tekle skupaj, tudi na olimpijskih igrah v Sydneyju. Je pa res, da zdaj nisva čisto nič v stikih, ona je šla svojo pot, je svojo pot in to je bilo to, ne. Tako da ja. Ja, zanimivo, ja, da sta obede isti letnik, pa se jaz tudi pripadam temu najboljšemu letniku, pravimo 70-ih, letnik montrealskih olimpijskih iger, recimo, ki so bile malo prej. Še eno stvar, še eno temo, ti si, kar mi res všeč pri tebi, zelo iskrena, zelo neposredna, zelo direktna, načenjaš teme in naslednjo temo bom potem tudi postavil v tej maniri, v kateri si govorila, pa nagovoril veliko ljudi, ampak še preden se posvetiva pač tvoji depresiji, dopingu. Dopingu si imela zmeraj zelo neposredno mnenje. Povedala si, kakšno je stanje visoki atletiki, medtem ko ste ostali bolj hodili okrog vrele kaše, si ti rekla, ko si enkrat na določenem nivoju, se srečaš z dopingom, ti ga ponudijo. Tvoja prva, bom rekel, obramba je tvoj trener, potem si ti, kakor si bil vzgojen, ampak marsikdo, in to se vidi, podleže in nobene romantike ni tule. To je dejansko stanje. Ja, res, jaz sem zelo kritična do tega, sicer nikoli nisem nobenega obsojala, to je vedno vsaka, jaz rečem, lastna odločitev, tako kot zdaj, ko se ljudje morajo odločati za nekaj proti temu, ne. Je pa res, da dostikrat ugotoviš, da mogoče kakšnega sponzorja ne dobiš zato, ker, ne, 3 pikce, ker veš, kaj se dogaja v ozadju, ne. Do tega sem bila kritična, pa ne edina, se bilo par v slovenski reprezentanci, ne, deklet. V bistvu, ko si nekje, ne mlajši član, recimo član, in ko prideš, saj atletiki tako, po mojih znanjih, ko prideš v začetek članske kategorije, v ta Grand Prix circuit, mi rečemo, ne, top te tekmovanja, zelo težko je prvo dobiti menedžerja, ker ko dobiš dobrega menedžerja, te tudi pripelje na mitinge. In mogoče ljudje ne vejo, dosti teh menedžerjev je res umazanih, jaz rečem, ne. V bistvu, jaz rečem, dobesedno so dilerji. Stvari prodajajo tem dekletom, ki so včasih tudi po 20 stare, pa so že v članski kategoriji, ki sploh ne vejo, kako bo vplivalo na njihov telo itd. Mislim, govorim iz še bolj deprivilegiranih držav, kot je Bolgarija, Ukrajina, Romunija, ne, in take zadeve, Rusija. Nekateri vejo, zakaj se odločijo. Jaz mislim, da dosti jih pa sploh ne imeli pojma, kaj jejo, pa da so jim rekli, da so vitamini, ne. Nam, ki smo iz zahodne Evrope prihajali, valjda si vedel te zadeve in si vedno se imel ponujen, ali od menedžerja. Jaz sem celo imela enkrat od enega ful znanega trenerja v Sloveniji, ki sem rekla, sploh ga ne bom omenjala, ker vem, da bo svojo karmo dobil. In veliko se tudi šušmar okrog astme, mislim, prav z te strani se je smela dostikrat ponujeno, ampak jaz sem vedno nekako, ker sem izhajala iz tega, da sem bila že bolana, res leta in leta, in jaz rečem, da sem bila že zadrogirana v otroštvu do maksimuma, ker sem v bistvu potem rabila 7 let, da sem popravila, ne, vse v telesu. Me te stvari niso pretegnile. Kljub temu, da je Vučko še vse bil tista obrambna linija, ne. Dostikrat so tudi trenerji, ki ti ponujajo, mislim, govorim trenerji tudi v Sloveniji, prvi, potem pa, ko priješ do menedžerja, ti pa daje tiste breko whatever, ne, top droge, ne, ki jih logično ne bojo detektali in take zadeve, ne. Tako da veliko je tega, moram reči, ne samo atletiki, tudi v drugih športih, ki so zelo popularni. Meni je to res hudo, zato ker potem, ko žarometi ugasnejo, ko ti enkrat želiš imeti družino, so zgodbe povsem drugačne, kaj se s temi ljudmi dogaja. Tudi sami vemo, ko imamo vsaj par takih v Sloveniji, ne. V bistvu na koncu je še najmanj pomembno, nekoga dobijo na prepovedanih sredstvih, da jih imamo ali ne. Najhujše je v bistvu, da ti ne moreš imeti družine, da mogoče celo druga generacija, ko ti že rodiš otroke, ima neke posledice, genetske, ne, zaradi tega, kar pa tudi ne vejo ljudje. Jaz sem sreč raziskavo delala, že sem bila na faksu v Ameriki in mi je bilo zelo jasno, kam te stvari peljejo. Kljub temu sem v tem času dobila že prvo ponudbo, ne, da se teh stvari lotim. Tako da ja, res zelo je zanimivo. In v bistvu res skupek okoliščin, kako si odraščal, kdo je okrog tebe, kdo te varuje v bistvu, ne, s kom se lahko zanimaš, kaj sploh to je, ker ne veš na začetku, ne, res take zadeve, ne. Tako da ja.
No, zdaj bo tale knjiga, o kateri govorijo, bo zdaj res ratala Zanimivo, ne? težko pričakovana, spoštovano poslušalstvo in gledalstvo. Zapišite si, pa težite Brigiti, da čim prej izda, to bo uspešnica leta 2022, jaz samo rečem. Noro, res nore zgodbe. Ampak, ko si ravno omenila materinstvo in podobno, tako kot praviš, marsikakšna vrhunska atletinja ima težave s tem, tudi že zaradi takih intenzivnih treningov, zaradi hormonskega neravnovesja in tako naprej. Ti si po drugi strani ravno nasproten primer. Vem, da si še leto po olimpijskih, na katerih si bila v Pekingu, dejala, da še ena sezona te sigurno čaka, no potem pa kot strela z jasnega piše Brigita, bo zibala. Evo, tebe pa to presenetilo, ti si bila pa še med treningi ti uspela za nas. Še med treningi v Afriki sem mislila, da sem na smrt bolana, jaz pa noseča. Treningi mi nikakor niso šli, vsaj ka prehtevajo me ljudje, ki me v življenju niso prehtevali. Ker tam je pač bila zbrana cela evropska srednja, ne, iz vseh panog. Ja, v bistvu sem zanosila v roku 2 mesecev, ko sva rekla, sej ne bo šlo, ne. Tudi ginekologinja je rekla, lej, vi športnice imate res probleme. Tako da 1-2, preden bova mogoče šla na kakšno umetno oploditev, če ne bo šlo. No, jaz sem prav so že vedela, ne, kako to poteka. In jaz tako, bomo na easy, ne, no, potem pa v 2 mesecih bam, ne. In potem sem jaz ful raziskav, res delala, nikoli nisem pomislila, da sem noseča, res ne, ker je pač bilo medicinsko nemogoče, ne, z njene strani. In v bistvu potem, kasneje, ko sem res rodila otroka, sem šla prav na eno izobraževanje, sem ugotovila, kaj to. In potem smo ugotovili, da je ena tistih redkih 3% ljudi obstaja, ki si izredno ploden. Ne vem, kako res. No, tako je potem tudi drugi otrok se rodil pod to raziskavo, ne. Ja, tretji pa tudi. Ja, v bistvu imaš začuda, imaš samo 3 hčere, še dobro, ja. Pri tvoji plodnosti bi jih lahko imela tudi še več, ja. Ampak, se pravim, teme, ki so mi pri tebi zanimive, mi kar kapljajo zdajle v možgane, še ena stvar, v kateri nobena, zelo malo žensk govoriš, manj trenerjev, in kar ravno pri hormonih, pa pri menstrualnih ciklusih. Zadnjič jaz gledam olimpijske igre, ženski maraton med vodilnimi dolgo časa, Izraelka kenijskega rodu, Salpeperjeva, in ona je v momentu nekje na 30 km, še malo 6, je popustila, na koncu je komaj da prišla do cilja, naknadno smo zvedeli, da zaradi menstrualnih krčev. Tako, to se dogaja tudi na najvišjih tekmovanjih. In potem sem pri tebi prebral, da si dejala, da začuda se, da sta moško in žensko telo sta pač različna, ženski menstrualni ciklus neverjetno vpliva, tako na trening, še bolj na formo tisti dan, če si pred ovulacijo, med ovulacijo ali pa med menstruacijo, sta to lahko 2 popolnoma različna dneva, ne glede na to, kakšne treninge si prej opravljal. Ja, res je neverjetno. Jaz sem to šele, kako je zanimivo, jaz sem imela zadnjo licenčno izobraževanje, preden sem končala kariero pri atletiki, ker sem pač šla čez proces izobraževanja, za voditelja atletike. In en oče, ki je želel svojo hčero narediti res uspešno, pač mogoče ni bila čist tak material, ampak je imel fenomenalno raziskavo, 1-letno je delal na njene cikluse, kar lahko povem, 3 ljudje smo ga samo poslušali, kar potem vemo, kje je odnos trenerjev do tega, še vedno, ne samo v slovenski atletiki, na splošno, ne v Sloveniji, v športu. In meni je bilo fascinantno vedeti, da nekako intuitivno sem vedela jaz, kdaj moram popuščati. Mi rečemo po domač, smo malo golfali, trener ni vedel, smo pol manj naredili, to je bilo to. Ampak to vsi vrhunski delamo. Dobro, mogoče kakšna Jolanda ni to, ki mi smo ampak ker sem čutila, da mi ful energije gre nekam drugam, in da ne morem, ker bom razpadla, potem se ne bom okrevala, toliko. In v bistvu sem potem preučevala še bolj z dodatnimi izobraževanji. Eno se bom tudi letos jesen udeležila na prvenstveni Juvan, da res te globine spoznam, kaj se dogaja z žensko energijo, pa kaj se zgodi v športu vrhunskem, ker res veliko stvari se ti zapre, energijsko tudi, In v bistvu je najbolj ta čas, ko ima ženska 2 ali pa 3 dni pred menstruacijo, ali pa prvi dan je najslabši, da ona tekmuje na velikih prvenstvih. Meni se je srečo v 10 letih zgodilo enkrat,
pa še takrat sem res vzela eno tableto, ne vem, zakaj mi je zdravnik priporočil, in smo prestavili ciklus in je šlo vse narobe. Mislim, tako res hormonsko sem čutila, da to ni naravno in sem rekla nikoli več. Raj laufam, tudi če je prvi dan in je full flow in vse gremo, ne. Zakaj? Zato, ker vsa energija, krči so se verjetno ne izbudili, ker je telo bil preteran, logično, ne, in potem telo odreagira, to se že ve, ne, tudi medicinsko, in ne moreš in te zablokira, ker rab to energijo za jajčnike, mislim pač za menstruacijo, da se naredi ta ciklus do konca. Najboljše je po menstruaciji tistih 14 dni, takrat pa v bistvu ženske lahko treniramo tudi 2-krat več, to je neverjetno, ne. Kar so nekateri ruski trenerji vedeli, sem se pogovarjala z Marjanom Gorevcem in je rekel, so to ful delali po ciklusu žensk, ne. Pri nas to pač žal se ni, hvala Bogu nas je Vučko vsaj poslušal, da nam je verjel, ampak drugi trenerji, ki sem z njimi trenirala v tujini, jim je bila to mala briga, ne, pa so bili res svetovni trenerji, ampak sam si mogel pač sebe bremzati, no, takrat, to je bilo to. Ja. No, zanimivo, ja, zdaj to že 20 let potem, pa se o tej temi zelo malo govori, bom rekel, v vrhunskih krogih, tudi med trenerji, med atletinjami, morda se bo zdaj bolj, glede na to, da bomo na eni strani tehnologijo, ki skozi vse pore prihaja v ta šport, od copat do tartana naprej, ne, od treninških protokolov, bi okrog te teme tudi pričakoval kakšno študijo več, no morda jih bo ta debata koga spodbudila, da se bo več ukvarjal s tem, no vse zadnje, sem kar nekaj ženskih atletin že izpraševal, pa nobena sicer tega ni omenila, mogoče je to še zmeraj tabu tema, pa ne bi smela biti, ja, pa ne bi smela biti, tako kot recimo, še ena stvar, no, prej si omela, ja, pa sem že jaz omenil, depresija je tudi tabu tema, morda v Sloveniji vedno manj, kaj pa v zadnjem času se govori, ti si jo dala skozi, posebej po drugem porodu, te je udarila in veliko si imela dela, da si se iz tega izkopala, o tem pa tudi govoriš, kar je pomembno, se mi zdi, za vse ostale. Jaz mislim, no, lahko, da se motim, ampak po mojem sem bila res prva športnica, ki sem javno povedala, no, v Sloveniji. Lahko, da je kakšen v 80-ih, 90-ih, ne vem to, ampak jaz sem tam začela se mi je depresija po drugem porodu, to je bilo leta 2011, ampak tako sploh nisem vedela, da sem v depresiji, res ne, sem bila samo utrujena, hotela sem kar počivati, 2 dojenčka sta bila okrog mene, nora, bilo kaotično, čistej. In potem, ko je mož pač šel v službo, me je pa tako zelo udaril, ne, ker nisem imela več tiste dodatne pomoči. Jaz sem res imela zelo malo ubano pomoči, da bi rekel, staršev, pač z možejo strani bilo, ampak so bili na Štajerskem oddaljeno in to je bil še dodaten problem, vsaj pri meni. Bila sem pa navajena z vrhunskega športa, da vse obvladam, ne, mislim, ker si tako vzgojen tudi, ne. Ampak obvladaš ti en področje ful, ne, tako bi rekel 120%, ampak druge področja pa ne v vrhunskem športu. In tukaj sem res mogla skozi depresijo, ko sem potem nazaj razmišljala, res jo bom tudi omenila v knjigi, ker bo veliko ljudem odprlo, da je to zelo pogost pojav med igralci, med športniki, med temi ljudmi, ki smo super achieverji. V bistvu mi rečemo, olej, koliko je ta dober ali pa dobra, a potem odzad malo ful leta in leta depresije. Mislim, človek sploh ne ve. Poznamo recimo nekateri med vami so to spolni vratar, en nemški ful dober klub, ki je naredil samomor. Mislim, da lani bi povedal en kolega, ki dela s fuzbalerji. Je imel leta in leta zdravljenje še vse, a ni zdržal. To je en šibek trenutek lahko in greš narediti samomor. Tudi sama sem imela te misli, kar nisem mogla verjeti, da je to mogoče. Nisem šla nikoli nobene tablete, ker res, jaz sem se dobesedno bala antidepresijo ali pa karkoli, ker sem pač že astmatičnih zdravil toliko doživela in sem nekako čutila nek stranski učinek bo, če ne takoj pa sigurno. Poleg tega sem pa imela tudi doječo otroka, 6-mesečnega in da grem z njo v Begunje, kamor so mi napisali napotnico, je bilo no go, ne, pač sem vedela, da to se sigurno da v mlek isto, ne, ki ga otrok pije. Je pa to zelo težka odločitev, ker nikomur ne priporočam, da se isto odloči. Jaz sem vedela, da če v 14 dneh ne bom našla neke pomoči, poleg tega, kar sem imela v roki napotnico, ne, da bom še vsem šla v Begunje, ne. In potem sem našla v bistvu pogovore z mojo teto, delno tudi z mamo, no, pa hipnozo sem se potem lotila, kar sem jo v Ameriki že sprobala enkrat in mi je ful delovala, sicer takrat za športne dosežke, zdaj pa prav, da smo šli kopati, kaj je v meni neki, ker je tudi moja mama imela depresijo, ne, da sem jaz dobesedno skopirala iz družinskega vedenja in okolja, no. Mislim,
takrat, ko mi je zagustilo, pa sem pospešila ta depresija, no, kot diagnoza. Tako da ja, bilo je eno tako mračno obdobje, hkrati pa sem ful vesela, da se je to zgodilo, čeprav se čudno sliši res, ker sem svojo identiteto mogla čisto obrniti. Jaz sem naprej tekmovalna, pač zelo egoistična, ker moraš biti, ne, športnik je vsak zelo egoističen, tako egocentričen, vase zavarovan, brigate za druge dobesedno, ne, in pač družina hkrati in depresija, sem res te vzorce vse kar tako shiftala, kar odpadali so, ne. Potem sem hodila leta in leta na privat terapije, ki niso, nobena ni bila psihoterapija, ker sem rekla, tam rabiš 5-10 let, da kaj se reši, saj iz mojega vedenja, ampak dobro, veliko strank tudi poznam mojih, ki hodijo in hvala Bogu, da jim pomaga, ne. Jaz sem res hodila recimo ljudem, kot je bioterapeuti, energijske terapevtke, ki res so imele izkušnje s strankami, ki so delale tudi v tujini, tako da so res hitro ti ugotovile vzrok določenega, skaj se ti pojavlja. In potem smo to v roku 2 let zrihtali, no. Mislim, še potem sem hodila občasno, ampak ta najhujši v 2 letih, no. In dostikrat mi je bilo meni ful smešno, sem me sprašvala, Brigita, kaj pa, če se ti spet pojavi, ne? Ta vprašanje meni blazno smešno, ne vem, zakaj rečem, pa kaj z vami, a veste, koliko stvari sem jaz takrat predelala, mislim, razen, če je neka grozna smrt, nekje v družini, logično boš padel takoj v depresijo, pa vse živo, ampak Bog ne daj, da se zgodi. Nemogoče, ker res stvari vsak dan delaš, vsak dan imaš self-love, self-care, meditacijo, karkoli že in tiste pol ure si už pa že namenil, ne, da se prideš. To je to. To je to, bravo. Se pravi, če, kaj bi nekomu svetovala, no, ki to zdaj posluša, pa zaznava, da ima težave morda, da je v depresiji. Se pravi, terapija, praviš, je mogoče najboljše zdravilo ta prvi moment. Ali pa vsaj pogovor z bližnjim, se zaupati, se začeti odpirati, začeti predelovati stvari. Ja, prva stvar je, kar dosti pri ženskah opažam, no, pa nisem jaz terapevt za zdravljenje depresije, sploh ne, perfekcionizem nas zelo uniči in pele v kakršnokoli ali zgorelost ali pa depresijo, ena od teh 2 diagnoz, ki sta najbolj pogosti zdajle, ne. Se pravi, ko se to zgodi, prvo je, da si priznaš, da imaš to diagnozo, jaz dolgo časa si nisem, ker sem se imela vedno za neko pozitivno osebo, kako je to mogoče se meni zgodi, nemogoče, ne. Potem je najti pogovor. Jaz sem vedela, da zdravila, ki je bila prva stvar, ki so mi ponudili, da je no-go. To je pri meni na zadnjem mestu. Če bi bila na smrtni posli mogoče, ne, še to bi me pol dal v grob prej, ne. Ampak vedela sem pogovor, da marsikaj reš, še iz stvari, ki sem se jih udeleževala, recimo v Los Angelesu, ne. Jaz sem se preko pogovora, da me je kdo samo poslušal, rešila ful stvari in življenje se vedno zboljšalo potem. In ker tisto obdobje nisem imela ljudi okrog sebe, da bi jim lahko zaupala, tudi mož mi ni razumel, ker ni vedel, kaj grem čez. Prijatelj se pač, vse sem zanikala, če je kakšna me vprašala, kako si, ker nisem želela, da to izvejo, ne, ker sem se bojevala znotraj sebe, sama sabo, ne. Potem tretja je šele, da poiščeš terapijo, če to dvoje nimaš, ne. Mislim, če prvo si ne priznaš, da si v depresiji, da se z nekom pogovarjaš, ker res pogovor že ful odnese, saj ne 50%. Neke vrste terapijo, ki jo vsi ti sam začutiš, da bo pomagala. Ali pa vprašaš kakšnega, ki je podobno imel diagnozo, kako si pa ti rešil in potem, jaz rečem, intuitivno izbereš, ne. Tako da, jaz vem, da v Sloveniji je porast depresije pa antidepresivov pa je, mislim, da je Zavarovalnica Triglav ven dala, ne vem, 1 od 4, da je že antidepresiv, kar je meni ogromno, ne. Vem, ko sem v Ameriki bila, so bile take številke leta 2000, ne. Res noro. In to je sam narastel po mojem med korono časom, ne, tako da res. Definitivno. Veliko je tega, no. Ja. Je pa res, po porodnih pa niso imeli skupini, kar sem jaz imela še neke vrste poporodno hormonsko depresijo, definitivno zraven, so nam pa devali letake v porodnišnici, ampak ni bilo pa nekih skupin, kar sem jaz želela, ker pač v tujini se navaja, imaš pogovorne skupine, ampak je rekla zdravnica, le Brigita, tega v Sloveniji takrat ni bilo. Tako da danes je pa že veliko skupin tudi na Facebooku, ki se mamice v depresiji dobivajo in si šerejo stvari, no, to je to. Ja. Kar je najbrž pozitivno, no. Omenila si koronski čas, depresijo, rekel meni, pa še marsikomu, tudi poslušalcem in gledalkam tega podcasta, najbrž pomaga tek, kot en antistresor, antiblažilec, če ga ni seveda preveč, nek maratonski trening je lahko tudi prezahteven, ali pač ne. Ti mi povej, na vse zadnje si pred 3 leti pretekla maraton in nekaterega koli šla si v veliko jabolko, šla si na najbolj prestižen maraton na svetu. Sad da povem, Marko, to bo res smešno.
Jaz, ki sem še živela na šoli, v kampu, malo izven, v enem takem mehiškem središču, ne, zraven šole, je okrog nas bil Los Angeles maraton. Ne. In takrat jaz tako res full fit, vse, ne, gledam une ljudi in rečem, oh my god, če pa ta, ne, ko vsi vemo, kako so Američani izgledali, ne, takole zdrži maraton, bom pa jaz tudi nekega dne, ne, ni izgovora, pa tudi, če sem 100 ali pa 120 kil imam, se ni pomembno, šla bom manj maraton, ne. In potem sem jaz to idejo opustila za 15 ali pa 20 let in potem bila moja 42-letnica, ne, kar se spomnim, pred leti mi je Jure Košir rekel, jaz sem si pa zamislil za 42 let maraton, ne, ful mi je bilo smešno, sem takrat rekla, kar neki, ne. No, in slučajno je bila moj rojstni dan in reče Klemen, kaj že Dolenc, ne, v katero skupino sem se vključila in smo potem trenirali, mečkam sem s Klemen Boštrov skupino, sem bila ful prehitra za mene in sem potem šla Klemno Dolenc, da so sem profi, ne. No, in Klemen je rekel, Brigita, veš, da imajo 3 slote frej preko srbske agencije tisto leto in če bi šla. In jaz sem tako rekla, čak sem malo, 42 sem stara, se ne morem verjeti, oh my god, a v mene isto doletelke Koširja, ali kaj? Zdaj, nič grem, ker sem si obljubila. Vedno sem pa rekla, Ljubljanski maraton mi je nekako dolgočasen, ne vem zakaj, mogoče, ker poznam Ljubljano, gremo v New York, ker je fajn, ker ful navijajo. Tako da je res taka lepa izkušnja in vsakom priporočam. Mislim, jaz sem res samo 6 mesecev se pripravljala, ogromno sem vizualizirala, ogromno Wim Hofa uporabljala tehnike, to res moraš prej znati, ne, to ni kar na pamet, da se lotaš. In sem prišla brez poškodbe čez, drugače je bistveno premalo, ker jaz prej 2 leti nisem nič tekla. Ampak je bila taka lepa izkušnja, če bi še kakšen šel, bi ponovila z njemu, bi se pripravljala res, ker vmes pa nimam cilja, da bi tekla. Ne. Ja. Zdaj sem te ravno hodil vprašati, če te še mika kdaj na kakšen maraton, pomeni si Koširjec. Koširjem sva par metrov tekla skupne berlinske maratone, ko on v svoji 42-letnici tekel maraton in pa rekel, ne me motiti, grem na cajt in je zdiril naprej. Najbolj tehnološki opremi, kar je bila možna takrat, ne, in je zmogel pod 4 urami. No, ti si zmogla New York. Wow. Ja, zelo dobro se je pripravil pri svojih 42-ih. Ja. Ne vem, če je potem še tekel kakšnega, mislim, da ne. Ti praviš, da pa bi se te dalo prepričati, ampak bi mogel iti kdo s tabo pa na kakšno novo destinacijo. Ja, meni je ful pomembna ekipa in če bi tako šli v eni skupinci, primer, da bi rekel, moj mož grem, sam vem, da je novo rekel, ker ima ahilove tetive uničene, tako da se mi ni zabatne. Jaz sem pač res ful skrbela za telo, ampak eni so malo manj, ne, to je to. Tako da ja, ful dober. Jaz moram reči, da sem newyorški, ki ni glih lahek, no, s tistimi mostovi so klanci, pa še veter ful piha, čeprav smo imeli zelo lepo vreme. 4:50, kar je bilo meni fenomenalen čas. Jaz sem štartala res zadnjo skupino, čist zadnjo, tam so invalidi in vse. Mislim, tako skoraj ne. In v bistvu sem prehitevala potem cel čas, čist skozi isto tam tekla, ne vem, 7 na mile ali kaj, 7 ali na kilometer, ne vem več, niti ure nisem imela, niti na koncu nisem vedela, koliko je mil, ker v glavu nisem znala več šteti, ne, do konca. In vsi policaji, ki so stali redarji, so rekli, just a little bit further, ne, to je bilo tako 10 mil, ne. Jaz sem pač rekla, just a little bit farther. Tako da še malo, ne, pa bo. In potem to zmoreš, ne. Je pa res, rabaš bistveno dol pripravo, ne, sam 6 mesecev. Dobro, izkušnja pa je. Naučila si se tudi, da boš naslednjič rabila pa 9 mesecev za to, recimo pri takih trenerjih, pa pri takih izkušnjah ne bo težko. Omenila si še Wima Hofa, zadnjič sem se vračal s hribov, na sestopu sem se vrgel v Kamenško Bistrico, ker vem, da rekel, tisti, ki sledijo Wim Hofovi šoli, radi počnejo, zdržal sem v tisti hladni vodi nekih 30 sekund, potem sem se spomnil, Brigiti bi mogel iti, da me nauči kakšne dihalne tehnike, ti si specialistka tudi za to, kaj ne? Ja, tudi Wim Hof tehnike. Ogromno sem učila, jaz sem začela že leta 2016 učiti, oziroma 2017, no, se Wim Hof, če se ne motim, no, je dal ven, mislim, da 2015, takrat še ni bil toliko znan. Potem je pa 2017 se spomnil, ali 18 prišel v Hollywood, ker vem, tudi moji kolegi so ga tam predstavili, eni od fitness teh studijev. Rad je res svetovno znan, ker pač če Hollywood dobi neko tehniko, pa če je dobra, če delujejo, res razširi se po celem svetu, ne, ker me res medijsko ful poskrbljen. Jaz sem jo učila na začetku res ljudi, ki so želeli napredovati, do športnikov itd. Danes se učim res v podjetjih, dobro, kakšen posameznik še pride.
je pa res noro naval zdaj za vizualizacijske tehnike, prav presenetil mi je, ker prej pa ni bilo to, ne, je pa zdaj zadnje leto ratal. Športniki si ful želijo, me čist presenetil, ker sem vedno bila mnenja, v Sloveniji športniki bo še trajali, preden bo začeli delati, ne? Ker tudi sama atletki vem, da zelo malo ljudi dela še vedno vizualizacijske tehnike. Tako da jaz potem, če kakšen želi, če je taka panoga, da rab tudi dihanje, zelo pomembno, ne? Vprašam, če bi se rad naučil po Wim Hofu dihalno tehniko, res ful ti energijo nazaj, da tudi imunski sistem ti ukrepi ukrevanje ti zelo pospešno, pa zjutraj super, ker se zbudiš zelo, no? Tiskaj malo bolj meglen zjutraj, ne, zelo pomaga. Tako da, ja. Hočeš reči, da mesto dvojne kave, meditacije, dihalne tehnike in je bistveno lažje. In je to, ja. Pri jogi so mi punce na začetku rekle, ker sem jih tudi naučila, ne vse moje skupine, ker sem učila še fizično, so rekle, Brigita, veš kaj, jutranje kave mi pa to tehniko ne boš vzela, ne? Vsega pa da je naslednje 3 pupi, ne? Bi jih mogli danes vprašati, mogoče mi je pa že ratal. Ja. Čeprav smo vsi na to kavo malo navlečeni. Vem, da si zelo zasedena, da imaš zdaj že naslednji session, vseeno si zelo, bom rekel, na vse konce zvezana, aktivna, zasedena, zelo uspešna, si rekla, da si bila tudi high achieverka, si na vse zadnje. Magistrirala si na zanimivo temo. Tvoj mož je recimo bil tudi športni menedžer, Uroš Žagar, tudi znani atlet nekoč. Ti si magistrirala tudi pa na temo žensk v managementu, v športu. Ugotovila si, da jih je zanemarljivo malo in da bi se ta procent lahko popravil. Kako je zanimiv, ne? Še nekih 10 let po moji magistrski, oziroma ni še 10 let, 2016 sem končala. Mislim, da bi bilo 3 leta potem, ko srečam moje intervjuvanke. Jaz sem res, še danes sem jim hvaležna vsem tem ženskam, jaz sem res intervjuvala vse te vodilne ženske na vodstvenih položajih, od Marte Bon do bivše ministrice za šport. Mislim, I love it, res ne vem, kako sem prišla do njih, ampak res sem dobila top pač rezultate. In nisem mogla verjeti, ker vem, da rezultati ne lažejo. 3-4% je še vedno bilo, to je bilo 2019, še vedno, nič se ni spremenilo takrat, zdaj ne vem, če se je mogoče zdaj v 2 letih kaj na vodilnih položajih v športu. In v bistvu mene žalostil to, ne, recimo od ene od intervjuvank sem slišala, Brigita, moraš vedeti, ko se reže pogača finančna, tam ni žensk, veš? Prav. To še nekaj časa ne bo drugače. In potem je bilo jasno, ampak z delo z otroki tam je pa veliko žensk, ne? In prilagajanja potem. Tako da, ja. Skratka, vse te intervjuje, ki sem videla, so res orale ledino za vse nas, naslednice. In jaz sem jim ful hvaležna, ker je nam vsaj za polovico lažje, no. Jaz mislim, da ostale bomo pa mogli narediti tudi na teh vodilnih položajih, se bojo pojavljale ženske. No. Jaz nikoli nisem imela želje, ker v športu pač eno obdobje sem imela zaprta vrata. Zdaj rečem hvala Bogu, ker res delam druge stvari, ki me še bolj veselijo. No. Ampak ostalim bo lažje, no, glede tega. Tako da ja, kar pogum. Kar pogumno punce tam zunaj, ja. Ja, res. Če kaj rabite, se da vprašate še Brigito za nasvet. Brigita, če bi se pa ta vrata se ti spet odprla, če bi dobila kakšno ponudbo športnega sveta, naj si bo menedžersko, trenersko ali kaj podobnega, bi se odzvala na njo? Marko, ne morem ti dati odgovora, ker jaz zdaj ogromno delam z mojo intuicijo in grem kar with the flow. A veš, nimam več takih planov, ker sem bila super achiever v športu, zdaj sem zelo malo, ko ne rečem, malo spremenila del sebe. Hvala Bogu, ne? Ker potem vem, da te stvari pač malo manj lahko dobiš, ne, ker sem išla čez. Ne vem, lahko da, lahko ne, ampak moram reči, da te projekti, ki sem trenutno, ne, sploh, recimo Sofia Academy, ki začnem delati jesen z korporativnim svetom, mene to toliko navdihuje, da ne morem verjeti. Jaz sem si to že kot otrok želela prvič, ko se spomnim, da bi delala z angleško govorečim svetom, seveda sem šla prvič čez šolanje, vso to izkušnjo,
da bi delala z angleško govorečim svetom in da bi jim dala neko znanje, ki sem ga skozi prakso in skozi te učenja, ki sem privat se učila, lahko prenašala. Ne. In nikoli si nisem predstavljala, da bo prišla situacija, kot je 2019 in da nam bo vsem, ki to delamo, na široko odprla vrata in da lahko zbiramo v bistvu. Sem vedno mislila, da se bomo mogli boriti za te poklice in jih sami ustanoviti dobesedno. Mislim, toliko sem vesela, da včasih rečem, jaz bi bila čisto omejena v kakšni športni organizaciji in sem hvaležna njim na smrt, da so mi zaprli vrata, rečemo 7 let nazaj. Ker bi bila trenutno nesrečna, definitivno, s tem, kar se mi je odprl. Samo potrpežljiva sem mogla biti, no, to je to. Tako da ja. No, bravo, ti si zame tudi en tistih primerov, ki se je v teh časih, negotovih časih izvrstno znašel, medtem ko ti življenje zapira, ali pa korona določena vrata, najdeš zaden vhod nekje drugje, pa se potem tu uveljavljaš. Res, poslušal sem tudi tvoje predavanje na maratonu pozitivne psihologije. Izvrstno je bilo tisto, no, priporočamo vsem ostalim. Bom dal link spodaj. Brigita, za konec, vem, da se ti mudi, kaj po vsem povedanem, recimo zate, dobro, uravnoteženo, kvalitetno življenje, recimo tudi enega rekreativca tam zunaj, ki nekako balansira družinsko, pa službeno, družbeno in na vse zadnje rekreativno življenje. Ja, eno od teh je, kar jaz skozi vidim, ljudje imamo dosti odvisnosti, recimo eni od ful preveč dela, eni od veliko kav popitih na dan, mislim, te minimalne odvisnosti. Dobro, pa so škodljive, recimo alkohol, ne vem, prenajedanje itd., na dolgi rok govorim. In v bistvu jaz bi vsakmu svetovala, ful je pomemben balans, da res ne gremo iz enega ekstrema, ker jaz sem šla ogromno, vrhunski šport je res ekstremno za telo, in tudi stresa ogromno doživiš, kortizol skozi je visok 15 let, dobesedno in to tudi neke posledice pusti na telesu, zato jaz probam kolikor redno meditirati, ker meditacija je tudi dokazana, da te stvari lahko izničiš, tudi kar je bila škoda povzročena, že govorim, ker tudi jaz sem po koncu kariere osivela ful, res. In to so take stvari, ki veš, da ni bilo brez veze, ker nisem še nesreče prometne doživela, ampak to je bilo pokarierni stres, je prišel za mano. Tako v roku enega leta rečeš, wow, to veš, da nekaj se je dogajalo v telesu, vse. Res pomembno je, da imaš neko rutino, ki te ful razveseljuje. Enim je tek, hvala Bogu. Tek je res super, sam paste res, da postopoma se tega lotevate, da ne greste takoj nek Ironman, recimo po enem letu že pa komi si začel teči, ker res vas bojo kosti bolele in bo več poškodb kot veselja. In ful pomaga pri športni, se jaz ugotovila, da ima še en cilj. Recimo, jaz, ko sem se odločila, da se grem potapljati na Azore, pa nisem imela pojma o potapljanju, sem se spet začela tuširati z mrzlo vodo, hoditi v mrzle reke, ker je Atlantik 20 stopinj in sem vedela, da tam 3 ure in pač nočem imeti podhladitve. Take stvari, nek cilj si daj, nek dogodek, da treniraš za njega. To mi skozi rabimo kot človeštvo. Pol, če čutiš, jaz bi rad mal primer shujšal, ni vedno, da stradaš, da si malo več športa, ampak to ne zdaj 2-krat na dan, ampak mogoče kakšen dan več v tednu, pa raznolik šport, vidim, da ful pomaga. Sploh nam tako po 40-mu, ker skozi eno stvar, mislim, je v redu, ampak me je še podporno. Jaz sem recimo pri teku vedno imela jogo od 15 leta. Tako da joga mi je rešila vse te uničene tetive, ki ima marsikdo na 800 metrov, tudi moj mož. Joga mi je rešila, da bi se še bolj obremenjala pred velikim tekmam, ker me je v bistvu spuščala stresni nivo. Tako da take stvari ful pomaga. Recimo plavalci so imeli balet, meni pa ful zanimiv, tako kot protiutež, ampak super lahkotnost, dvig. Zanimivo. Rad bi ga videl kakšnega od slovenskih plavalcev, na baletnem, podiju, to bi bilo zanimivo videti. Tako da nekaj imejte tudi za pucanje možganov, večina nas ima šport, ampak jaz sem videla, ker res ogromno sem miselno vpeta, tisti, ki ogromno predavate, ki ogromno razmišljate, tudi znanstveniki so taki, recimo znanstvenice, rabiš nekaj za pucanje možganov in tu je res ful dokazano, tudi zdravstvenih, vse ta WHO organizacija, vsi ful pomaga. Meditacija, pol kasneje lahko dodaš vizualizacijo, ker si res cilje hitreje lahko skreiraš, pa točno veš, kaj želiš preko vizualizacije. Tukaj ni, da boš neke diture delo, ampak greš step by step, da uresničiš nek cilj. In to jaz vem, da bomo vsi malo v šolah imeli, najprej v privatnih, kar se že dogaja, potem pa še v javnih. Tako da ne bo več
tabu ali pa bav, da se tega lotevajo tudi starši. Ja. Super. Brigitta, izjemno iskriva, artikulirana sogovornica si. Jaz bi se s tabo lahko pogovarjal še ure in ure, res imam približno cel kup vprašanj, res navdihujoče je bilo tole, oreš edino marsikje, no. Dejva, spoštovani gledalci, spoštovane poslušalke, Brigitta Langerholz je z mano v 57. epizodi podcasta Zagret za tek. Zdaj le prosim, Brigitta, za konec, kje te najino občinstvo lahko najde, kdo bi te najbrž povprašal za nasvet, kje se lahko drži tvoje delavnice, morda svetovanja, kje te lahko namreč najdejo, kaj poklikajo, kje te pokličajo ali pa tako naprej. Ja, najlažje je, sicer pol spletne strani imam narejene, pol še bo, saj upam, da do konca leta, na brigittalangerholz.si. Tam so moja delavnica Hosi Silva Ultramind, ki jo učim, v bistvu naslednja bo se začela 13. septembra, no, zdajle. Potem pa verjetno bo januarja šele, no, res, ker imam toliko stvari drugih za dokončati, še iz lani novembra. Tako da za mentalne tehnike, za mlade športnike, ker zdaj res zanimanja, sem vesela, ker vem, da jim bo pomagalo tudi za življenje, ne samo v športu, pa res samo individualno sprejemam, no, tako da nimam, cel let že od marca nisem imela delavnic, no, in jih tudi ne bom imela, ker bi res rada ene druge stvari dokončala, individualno pa lahko, no, in vam bom obvestila, kdaj potem pridete na vrsto, no, to je to. Tako da to je, no, za svetlobni jezik terapije, ki sem jih pa letos še začela končno delati še z drugimi ljudmi, ne sem poznani, sem se toliko bolj opogumila, pa res jaz mislim, da novembra, no. To je to. Noro. Ja. Koliko projektov, ja. Brigitta, no, jaz ti Velikih želim, da je, ja. noro, res deluješ pa tako, kot da bih z lahkoto vzela zdaj le še en ducat zraven, res pokaš od energije. To bo, spoštovani, res pogovor, ki si ga boste zavrteli med tekom, ko bo kakšno slabo vreme, pa boste malo down, pa tole vas bo dvignilo. Definitivno, Brigitta, jaz ti želim, da ostaneš še tako zagreta za življenje, kot si. Hvala ti za fantastičen pogovor. Ja, hvala tudi, Marko. Ful imaš res dobra vprašanja, tudi nakučljiva, hvala Bogu, da ljudje zveste v tem, ne, res. Najprej mene zanimajo, verjamem, da še koga tam zunaj. Ja. Ti si bila naslov za ta vprašanja. Računam, da se po izidu tvoje knjige spet takole sestaneva, takrat bo odprla še kakšno temo. Spoštovane, Brigitta Langerholz je bila tole, navdušen, da sem jo dobil v tale podcast. Dobri laufite, ostanite zagreti za tek. Jaz se poslavljam, Brigitta, in maham tudi tebi v naklo. Hvala vsem in Marko tebi, hvala. Čau, hvala ti. Čau. Čau.